Iz Ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Vladna koalicija je trdna, proračun dogovorjen, z Desusom je sprejet kompromis. Virantov plačni sistem je suspendiran, pogajanja s sindikati se bodo nadaljevala. Prav tako se bodo nadaljevala hrvaška pogajanja z EU. Predsednik vlade je s proračunom zadovoljen, čeprav je priznal, da ni bilo lahko. Torej za vlado je težaško delo priprava proračuna za leti 2010 in 2011. Vsakdo si lahko predstavlja, kako zelo zahtevno je bilo to podjetje spričo gospodarskih razmer, v katerih živimo. Še bolj odločen je bil videti, ko je govoril o sporazumu s Hrvaško. Kot nekdo, ki se je z zunanjo politiko ukvarjal ne samo strokovno, ampak tudi politično v zadnjih 20 let, rečem, da je to, kar smo dogovorili za Hrvaško kot način rešitve njihovega cilja, da nadaljujejo pogajanja, in našega cilja, da pridemo do določitve meje, velik uspeh za našo državo. Hvala lepa. Kam je pa šel? Galulet ali kaj? Pahor, kam si šel? Z dva pustu, ker ne vem, če zna ta znamka lepet mater. Opozicijski prvak Janez Janša pa je razočaran, ker vladna koalicija na pogajalska izhodišča o meji s Hrvaško ni sprejela opozicijskih dopolnil. Poslanske skupine opozicije so v proceduro potem na plenarni seji državnega zbora vložile dopolnilo, s katerim bi v skladu z stališči, ki so bila v preteklih letih večkrat že usklajena med parlamentarnimi strankami, vladi vendarle naložila pripravo nekoliko drugačnega pogajalskega okvira za pripravo arbitražnega sporazuma. Kot že rečeno, je to dopolnilo zavrnjeno, kar pomeni, da se je vladna koalicija odločila na seji vlade in verjetno tudi na seji delovnega telesa v tem tednu sprejeti kot pogajalsko izhodišče osnovo, ki je slabša od tega, kar je vseboval tako imenovani drugi Renov predlog, ki ste ga Slovenija in Hrvaška dobili na mizo junija letos. Kako to on, brez kakršnekoli dinamike, z eno in isto intonacijo ga on, veš, fura, lej, Janez, lej, takole se sliši, tako se ti slišaš, no? Janša je prepričan, da bo rešitev, ki jo zagovarja vlada, na koncu škodila nam, Hrvatom in Evropski uniji. Dej malo dinamike, razumeš, da te folk posluša, no? Dej! Predsednik vlade izpolnjuje svojo predvolilno obljubo, ki je dal avgusta lanskega leta, ko je dejal, da zanj in za njegovo stranko rešitev mejnega vprašanja ni pogoj za vstop Hrvaške v Evropsko unijo. Po našem mnenju je to, da se že v pogajalske izhodišče zapiše nekaj takšnega drastično zmanjševanja pogajalskih, drastično poslabševanja pogajalskih pozicij Slovenije in nerazumno in nespametno početi, če bo takšen predlog v četrtek ali kadarkoli ta teden potrjen, bo Slovenija stopila na neko pot, kjer bo zelo težko potem naknadno popravljati napake. Še hujše pa je, da bo ta pot vodila v blokado, ki bo na koncu škodila vsem, Sloveniji, Hrvaški in Evropski uniji. Ajde, naprej. To je to od Janše? Ja. Ok, naravno pošto. Ljubljančani se veselijo. Mestni svet je namreč sprejel odlok, da se bodo dvignile kazni za odvoz vozil s pajkom in priklenitev zloglasnih lisic. Juhe, ljubljanski Zoran, župan Janković Količek pa trdi, da namen dviga kazni ni polnjenje državnega proračuna. Vsaj kaj namen te kazni? Polne proračun, napaka. Jaz zdaj povem, da si ne želim niti ene kazni. Naš osnovni cilj je, da osvobodimo pločnike, kolesarske steze in zelenice, tistih, ki tam ne smejo biti. Zdaj, če se pogovarjamo naprej, najprej očitate, ali pa očitajo, zakaj so količki recimo ob Zaloški pa ob Celovški cesti. Vse ne moramo dati količke za vseh 1000 km cest in ploče zaščititi. In jaz srčno upam, da bo ta višja kazen, in tudi vidim, da je praktično, kot pravim, soglasno sprejeto, ta višja kazen bo vplivala na to, da bomo začeli razmišljati, kje puščamo svoje koničke. Zdaj pa takole, Janko.
Lako tebi, ki imaš parking tamle na Mačkovi, 25 sekund stran od pisarne, zakoličati pol Ljubljane in zradirati milijon parkingov, pa podražiti lisice. Verjamem, da je 200 € zate drobiš, za večino pa je to hrana za cel mesec, naož verjel. Folk, paste se, šerif lisiči, že recimo v Mostecu, pa na Glinškovih so jih zanj želili, pa paste se tudi undercover redarjev. Modeli, ki sploh ne veš, da so redarji, imajo nekaj, ki izgleda kot fotoaparat, pa kar to, neke listke tam, pa kva je to? Pa še to, Janko, tvoj kolesni dan ali kva ni bil čist nič, ama nič ekološki, ker smo stali v kolonah po uro in zasmradili 3-krat toliko, kot bi drugač. Dosti je tega terorja, ne gre to vse čez noč, no? Jankovič pa zaradi mestnih redarjev prejema tudi številna pisma. Ja, valjda. In pa imamo pa 2 vrste pisem. Eno, ki nam pišejo, ne poštite redarja, pa nas ni redarja, samo lahko pokažem vsak dan dobim takih 5 pisem. In jaz pravim, imamo vsak toliko je pač delal nek krog, jaz niti ne vem, kam grejo. Razen, če pride do česa, da pol jaz pošiljam, rečem, je pa takoj tam. In drugo pismo, zakaj glih moj avto? Ne, da sem narod parkiral, to rečem, ampak zakaj glih moj avto, ki nas v vrsti bilo 10. Ampak odgovor je drugače, ko gre redar skozi, on pač popiše vse. Vse ne dela nobenih izjem, najprej enega ja, drugega ne, pa ne vsega levega. Potem pa drugi pride. In tu je, jaz moram povedati, da vsi tisti, ki so probali jeti na sodišče, nišče ni dubno. Vsi so zgubili, se pravi, da našli poročen, da liste to. Pravkar smo prejeli novico, ki lomi. Kriminalisti so priprli nekdanjega predsednika uprave pivovarne Laško Boška Šrota in odstavljenega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja. A mi že sta bila cimra, tako? Tožilstvo o dogodku ne daje informacij iz policije, pa so sporočili le, da potekajo preiskave. Režija ste pripravljeni, pa je pripravila posnetek predsednika socialnih demokratov Boruta Pahorja, kako je o tajkunih govoril junija lani pred izredno sejo državnega zbora o tej problematiki. Pripravljen posnetek, režija? Ja. Boj proti gospodarskemu kriminalu in korupciji gre za boj za oblast in zato je tudi naša stranka tako eksponirana v tej polemiki, ker se pač bori za zmago na teh volitvah in na oblasti ogroža sedaj vladajočo demokratsko stranko. Mi smo od 17 let tranzicije bili na oblasti kot partner, nikoli kot vodilna stranka 7 let. K nam so pristopili ljudje, ki so imeli pomembnejšo vlogo v tem času. O novem družinskem zakoniku, komentar dneva, Roman Kuhar. Potem, ko je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pred dobrim tednom predstavilo nov družinski zakonik, so dežurni moralisti pričakovano zagnali vik in krik, češ da bo družina dokončno razvrednotena, saj družinski zakonik predvideva pravno izenačitev raznospolnih in istospolnih parov. Reakcija je bila pričakovana, saj je bila družina tudi v zgodovini vedno polje ideoloških spopadov. Ko je minister Svetlik napovedal modernizacijo definicije družine, je pravzaprav opozoril na to, da je čas že zdavnaj povozil definicijo družine iz 70. let, ko je nastal obstoječi zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Dejstvo je namreč, da je družina skozi čas ohranila svoje primarno mesto v družbi, prav zaradi tega, ker je bila dovolj fleksibilna, da se je prilagajala spremembam v družbi. Različnost družinskih oblik je družino ohranilo kot eno temeljnih družbenih institucij. Ironija je torej v tem, da tisti, ki najbolj vehementno zagovarjajo zgolj tradicionalno družino, na dolgi rok pljuvajo v svojo lastno skledo. Slovenija, 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 kulturac. Tudi letos vas na dobro mero feministične kulture vabi festival Mesto žensk. Na letošnjem festivalu bodo sodelovale predstavnice vseh umetniških panog z številnih perifernih celin, ki bodo prispevale k razmisleku na temo svetovnega juga. Takole je dogodek pozdravil direktor Cankarjevega doma Mitja Rotovnik. Če se malce pohecam, sem pravzaprav edina osebna kontinuiteta tega festivala, edina feministka z imenom Mitja. Sprav Boško je zunaj? Pa še. Iz režije so mi pravkar sporočili, da so Boška Šrota že izpustili iz pripora. Še vreme. V zaporniških celicah se zna po noči skladiti. Priporočamo uporabo frotirastih pižam. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti. Pa lep dan še naprej.